Na zaposlitvenem sejmu je delo iskalo 3800 brezposelnih. Na dražbi v Mariboru so prodali 51 občinskih stanovanj. Učenci so zasedli muzej narodne osvoboditve. Pozdravljeni. Dnevnik začenjamo v Mariboru, ker so pripravili čezmejni zaposlitveni sejem Slovenija-Avstrija. Priložnost za delo je iskalo 3800 brezposelnih. Prosta delovna mesta pa je ponujalo 18 slovenskih in 6 avstrijskih delodajalcev, in to predvsem v kovinarstvu, strojništvu, gradbeništvu, informacijskih vedah, pa tudi v gostinstvu in turizmu. Tokrat je bilo tujih ponudnikov dela manj kot navadno, saj se zaposlovanje Slovencev v Avstriji ustavlja. 54-letni Ivan delo išče že več kot 2 leti. Predtem je bil 13 let zaposlen v zdaj že propadlem cestnem podjetju Maribor. Šel bi tudi čez mejo, a ne zna jezika. Položnice delam vse na kup, ker nimam ničes. Tako da s tem je problem. Iščem delo, pa zdaj pa vse posod, da sem prestar. Prvo zaposlitev pa išče 28-letna pravnica. Poslala je že našteto prošenj. Jezik zanjo ni ovira. Iščem v bistvu pretežno v svoji smeri ali pa kaj bi bilo pač mogoče primerljivega, alternativnega, ker pač potreb v tej smeri nekako ni. Pri nas iščemo tehnični kader iz področja strojništva, elektrotehnike, tudi iz področja IT. V Avstriji dela okoli 14 000 Slovencev, samo na avstrijskem Štajerskem jih tudi živi približno 8 000, okoli 320 pa je brezposelnih. Für diese 320 arbeitslosen Slowenen ist es natürlich momentan sehr schwer, wieder eine Beschäftigung zu bekommen, weil das Konkurrenzangebot sehr groß ist. Genau dieselbe Situation haben jetzt alle Slowenen, die nach Österreich tendieren. Na avstrijskem Štajerskem imajo namreč trenutno najvišjo brezposelnost, odkar beležijo podatke. Aprila je znašala dobrih 10%. V Podravju je 16%, samo v Mariboru pa več kot 19%. Predvidevamo pa lahko, če se je pri njih tako stopnja brezposelnosti povečala, da bo se začelo ustavljati tudi to zaposlovanje z strani slovenskih iskalcev zaposlitve. Koliko ljudi je v preteklih letih delo dobilo zaradi zaposlitvenega sejma, na zavodu ne vedo. So pa lani delodajalci na nadaljne razgovore povabili 260 kandidatov. V Mariboru je danes potekala tudi dražba občinskih stanovanj, ki jih je prodajal javni medobčinski stanovanjski sklad. Na prodaj je bilo 51 stanovanj in en poslovni prostor, zanimanje kupcev pa je bilo zaradi nizkih izklicnih cen izjemno veliko. Prodanih je bilo 34 stanovanj. 117 dražiteljev je vplačalo varščine za 34 stanovanj. Velikega presenečenja, koliko stanovanj bo prodanih, tako ni bilo. Edino vprašanje, ki so si ga zastavljali dražitelji, je bilo, koliko bodo morali odšteti za nepremičnine. Izklicne cene so bile od 5000 evrov za garsonjero do 31 000 za dvosobno stanovanje. Jaz recimo sem šel vsako stanovanje pogledati in sem si doma naredil izračun, koliko bo treba vložiti, koliko je cena na trgu. Mladi so prišli na dražbo v upanju, da si po zmerni ceni kupijo svoj prvi dom. Zadovoljen je tako odhajal tudi oče, ki je sinu kupil enosobno stanovanje za 19 000 evrov. Toliko sem bil pripravljen in sem šel na to, ker sem bil edini. Cena se ni zviševala in sem pač kupil. Se veliko ljudi odloča verjetno zato, ker je tudi varnost stanovanj, ki jih kupijo preko stanovanjskega sklada, veliko večja, kot pa da se iščejo to sami na trgu. V družbi izkušenih dražiteljev, ki se redno udeležujejo dražb, pa je marsikdo obupal med višanjem cene. Pri vsakem stanovanju je narasla za vsaj nekaj tisoč evrov. Izklicne cene so dobre, samo vse vidite, dvigujejo pa ful preveč. Obrtnik je prišel izkoristiti priložnost ugodnega nakupa. Zanimala so ga 3 stanovanja, ki jih lahko poceni obnovi in oddaja v najem. Tovrstni kupci na dražbah vseeno prevladujejo. 31 600. Za kako veliko stanovanje? Za 65 kvadratov. Za sebe ste kupovali stanovanje? Bomo še videli. Cilj stanovanjskega sklada je, da s prodajo stanovanj letos zasluži vsaj 700 000 evrov. Ali so številko dosegli, nam danes ni uspelo izvedeti. Če je niso, bodo septembra pripravili novo dražbo. Slovenska odškodninska družba je danes objavila poziv za nakup 100% deleža v novi kreditni banki Maribora. Predvideni rok za oddajo okvirnih ponudb je 3. julij. Kot je znano, so poslanci že lani izglasovali odprodajo 15 državnih podjetij, med drugimi tudi deleže v Telekomu Slovenije, Palomi, Uniorju in Žitu ter Cinkarni Celje.
Delež nove KBM se je že večkrat prodajal, vendar država postopka ni nikoli izvedla do konca. Tudi zdaj si je pridržala pravico, da lahko pogovore s katerimkoli ali z vsemi morebitnimi kupci kadarkoli prekine. Vodstvo banke je sicer prodaji naklonjeno, vendar šele po sanaciji. Kot nevesta smo še predebeli, če se lahko malo metaforično izrazim. Moramo še shujšati. To pa ne bo takoj, to bo leto, dve, recimo v enem takem razumnem obdobju, da bo banka prestrukturirana do konca. A z državne strani je bilo že večkrat poudarjeno, da bi banko, ki so jo lani dokapitalizirali za 870 milijonov evrov, prodali še letos. Skupno je sicer država od leta 2008 vanjo vložila že več kot dobro milijardo evrov. Prodajna cena mora pa seveda tudi odražati, torej upoštevati vsa dosedanja vlaganja, ki so v banko bila. Podrobnosti o postopku prodaje, ki ga v imenu države vodi Slovenska odškodninska družba, niso znane. Že pred časom pa je bila za izvedbo dvostopenjskega postopka prodaje izbrana mednarodna družba Lazard. Ta bo do 3. julija zbirala nezavezujoče ponudbe. Šele nato pa bo jasno, ali za banko, ki sicer tekoče posluje pozitivno, sploh obstaja zanimanje. Zapletev pri gradnji ptujske šole za otroke s posebnimi potrebami bo, kot kaže, vendarle konec. Župani občine Cirkulane, Juršinci, Markovci, Hajdina in Ptuj so namreč popoldne podpisali sporazum za dokončanje gradnje. Po letih prizadevanj za selitev otrok in zaposlenih iz povsem neprimernih in dotrajanih prostorov pomeni sporazum velik korak naprej. Saj dela na gradbišču že nekaj časa stojijo. Nikoli nismo bili proti gradnji šole za otroke s posebnimi potrebami, ampak načinu, kako enostransko je to naložbo ptujska občina vodila, poudarja župan Cirkulan. Jaz sem povedal vsakikrat, ko sem na kolegiju županov bil, da bomo sprejeli sklep takrat, ko bojo zadeve tako urejene, kot morajo biti. In jaz upam, da zdaj tokrat so. Ki smo jih zdaj izpred zadnjega kolegija županov dorekli, sem danes brez vsakega problema to podpisal. Doslej je gradnjo financirala le največja ptujska občina. Njen župan je še nedavno zatrjeval, da dodatnih sredstev ne bodo prispevali. Kot kaže, pa si je zaradi očitkov premislil, saj bo občina za nadaljevanje gradnje zagotovila dodatnih 400 tisoč evrov. V celoti prevzamemo arheologijo čez 80 tisoč evrov, da v celoti prevzamemo projektno dokumentacijo, ki je vredna nekaj čez 140 tisoč evrov, da v celoti sami plačujemo nadzor in da v celoti sami plačamo parkirne prostore. Posledično nekoliko manjši zneski so očitno prepričali tudi tiste občine, ki so še omahovale. Mi smo v bistvu sredstva že 2 leti približno ali pa celo 3 proračune prenašali iz proračuna v proračun in čakali na to, da se bo tu na tem področju nekaj zgodilo. Delež okrog 74 tisoč evrov. Če bo pa to kaj manj po teh izračunih, ki jih pa smo dobili tokrat, pa mislim, da se mogoče ta delež razhaja za 90 tisoč evrov. Jaz mislim, da v letošnjem letu ne bo šlo. Zagotovo pa bomo zagotovili ta sredstva v naslednjem proračunu. Približno 77 tisoč evrov. Resorno ministrstvo pa je obljubilo dodatnega $500 milijona evrov. Zaenkrat imamo samo 350 tisoč evrov pogodbo strani države in 500 tisoč evrov še pričakujemo, seveda ustrezni aneks. Denar pa bo dodeljen šele, ko bo sporazum podpisalo vseh 16 občin. Takrat se lahko gradnja nemudoma nadaljuje. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada izvajajo na območju Maribora in Kopra hišne preiskave, povezane z dogovarjanjem izidov nogometnih tekem. Osumljenih je 6 oseb, 4 so policisti pridržali. Osumljeni naj bi od leta 2010 do aprila letos prirejali rezultate tekem, tako da so nogometnim sodnikom in igralcem klubov iz Slovenije, Madžarske, Poljske, Bolgarije, Avstrije in Salvadorja ponujali in izročali nedovoljene nagrade v zneskih od 12 tisoč do 150 tisoč evrov. Za kaznivi dejanja in prejemanja daril je zagrožena do 5-letna zaporna kazen. Ob številnih čistilnih akcijah ozaveščenost o skrbi za naravo sicer narašča, kljub temu pa je posameznikov, ki odpadke odmetavajo zunaj odlagališč, še vedno preveč. Tudi v Mariboru in okolici naravno okolje kazijo številna divja odlagališča. Na problematiko že leta opozarja znani okoljevarstvenik Franc Jesenek, ki skuša predvsem z lastnim zgledom spodbuditi ljudi k odgovornejšemu ravnanju z okoljem. Franca Jesenka najdemo v gozdu tik ob ograji sedeža Dravskih elektrarn, kamor je nekdo odvrgal nepotreben gradbeni material. Ali so obnavljali večstanovanjsko hišo, ali so obnavljali
več kopalnic, skratka tu je sama roba od teh keramičarjev. Pri tem pa je brezvestnež odstranil vse sledi, po katerih bi ga lahko odkrili in denarno kaznovali. Se mu podjetniku splača se jim odložiti, zato ker on ni rabo voziti na neko določeno lokacijo, ni rabo tam pokazati tistega našega odrezka za udeležbo v tem snagirnem sistemu, ne? In ne rabi plačati. Primer pa še zdaleč ni osamljen. Jesenek v Mariboru in okolici dnevno najde odvržene smeti. Te običajno na njegovo pobudo odstrani mariborska snaga. Kadar je storilec neznan, stroška odvoza zaračuna davkoplačevalcem. Pristojnih inšpekcij, ki na to seveda s kaznijo in pa z odredbo o odstranitvi teh odpadkov dajo snagi nalogo, da potem to očisti na stroške vseh nas. Žal pa divjih odlagališč ne morejo vedno sanirati takoj. Dejstvo pa je, da se včasih ne moremo odzvati v 24 urah, tako kot bi gospod Jesenek rad, ker nam enostavno delovni procesi tega ne dopuščajo. Jaz nimam zdaj namena, da samo odkrivam, ne? Jaz imam vse čisto, posod čisto in če se kaj pojavi, zahtevam takojšno intervencijsko odstranitev, ne pusti 2 leti, da se ljudje gledajo, da celo koristijo, to potem pa stane vaško odlagališče. V veliki meri je prav Jesenkova zasluga, da jih v Mariboru in okolici ni več veliko. V nadaljevanju dnevnika pa še nekaj drugih domačih aktualnosti. Poslanci državnega zbora niso vnovič potrdili spremembe v delovanju Fundacije za šport, ki jih opredeljuje novela zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ker zagovorniki niso zbrali potrebne večine. Ponovno odločanje o zakonu po prvi potrditvi v državnem zboru je bilo potrebno zaradi nedavnega veta državnega sveta. Popoldne se izteka rok, do katerega lahko Cimosovi upniki vpišejo in vplačajo nove delnice koprske družbe. Delničarji so konverzijo terjatev v kapitalu v višini najmanj 112 milijonov evrov potrdili na aprilski skupščini. Cimos, ki je marca razglasil insolventnost, je sicer s približno 7000 zaposlenimi eno večjih slovenskih proizvodnih podjetij in je dejaven predvsem v proizvodnji delov za avtomobilsko industrijo. Še iz časa prejšnje uprave pa ga bremeni okoli 400 milijonov evrov dolga. Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju letos ustvarila 193,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 2% več kot v enakem obdobju leta 2013. Čisti dobiček pa se je ob tem znižal za 19% na 12,1 milijona evrov, kar pa je po pojasnilih vodstva družbe v okviru planov. Načrti za celotno leto tako ostajajo enaki. Predsednik republike Borut Pahor je slovenskemu košarkarju Goranu Dragiću danes podelil priznanje Jabolko navdiha. Dragić je po Pahorjevih besedah osebnost, ki ponuja zgled in navdih, pri tem pa je poleg uspešnosti pri košarki izpostavil tudi njegovo sodelovanje pri zbiranju pomoči za prizadete v poplavah na Balkanu. Učenci limbuške osnovne šole Rada Robiča so ob skorajšnjem koncu šolskega leta pripravili predstavo z naslovom Mi smo ta svet. V enourni prireditvi so z glasbo in plesom gledalce popeljali po vseh celinah sveta in tako ponazorili pestrost, za katero skrbijo narodi z različnih celin. Muzej narodne osvoboditve in Fotografski muzej v Mariboru pa sta danes dobila novo vodstvo in kustose. V obeh so namreč v okviru projekta Prevzeli smo muzej vsa delovna mesta zasedli otroci. V novih vlogah so sodelovali učenci Mariborske osnovne šole Prižihovega Voranca, ki so tudi pripravili razstavo Prižihovci negujemo izročila. Ob 8. zjutraj, ko sta oba muzeja odprla svoja vrata, so dosedanje vodstvo in zaposleni vse naloge predali mladim muzealcem. Ti so morali takoj zavihati rokave, saj je oba muzeja danes obiskalo več kot 500 obiskovalcev. Nisem si mislila, da je tako naporno odgovarjati na maile vse te in se dogovarjati z... Sicer so za nas je vsaj kar dolgi odmori, da si lahko spočijemo, ampak je kar težko, ja. Ti je všeč to muzeju? Ne. Ni ti všeč? Ne, ker moram stati. Naučiš se veliko stvari, izveš nekaj novega. Za lanski prvi projekt Prevzeli smo muzej so v Mariborskem muzeju narodne osvoboditve prejeli tudi nagrado Mednarodnega muzejskega sveta Slovenije. Priprave na tokratnega so stekle že oktobra lani, ko se je za delo v muzeju začelo pripravljati 41 učencev.
Da vidijo, kako je hoditi v službo, hkrati pa da se začnejo zavedati, kako pomembno in odgovorno delo je varovanje kulturne dediščine. Sami so to kulturno dediščino prenašajo na svoje vrstnike in njihovi vrstniki čisto drugače gledajo na te stvari. V sklopu projekta so učenci osnovne šole Prežihovega Voranca Maribor pripravili tudi razstavo Prežihovci negujemo izročilo. Ta bo v muzeju na ogled do konca junija. V Mariboru pa so se že začele prireditve v počastitev 850. obletnice prve omembe mesta v pisnih virih. V teh dneh so odprli razstavo na prostem na Piramidi. Arheološka izkopavanja, ki so tam potekala zadnja 4 leta, so namreč na točki, ko je najdeno treba v besedi in stiki prikazati javnosti. To so izkopane ostaline obzidja nekdanje srednjeveške trdnjave Marburg, ki je nekoč ponosno stala na griču piramide. Vzhod je bil na severni strani, tam, kjer je sedaj dostop glavnem, z jarkom in z propognakolom, se pravi stolpom pred njim, ki pa še ni odkrit. Prva arheološka izkopavanja so se na piramidi začela že leta 1985. Takrat so arheologi preverjali, ali je grad Marburg dejansko obstajal. Mi smo takrat začeli z sondiranjem in odkrili seveda zelo močno, takoj pod površino, že zelo močne zidove, dobro ohranjeno, ki se je nadaljevalo pravzaprav na vse strani. Potem smo skušali te prvi fazi odkriti tloris tega gradu, da smo ugotovili, kakšna je razsežnost. Izkopavanja so potem zastala vse do leta 2010, takrat so bile odkrite pomembne najdbe. Izpostaviti pečatnika Ulriha III. Mariborskega, kjer s ponosom ugotavljamo, da je to prvič pravzaprav napisano, ne omenjeno, pravzaprav v materialnem viru navedeno ime Mariborg, se pravi Maribor. Izkopanine so ogradili in pripravili razstavo s fotografijami poteka del, najdb in podobno. Včeraj so tako organizirali pohod na piramido in pohodnike popeljali na strokovno vodene oglede po razstavi. Nekateri niso verjeli, da bomo prišli tako daleč oziroma da bomo lahko pravzaprav tudi ostaline ne samo odkrili, tudi prezentirali in jih izročili uporabo turizmu in vzgojno-učne in rekreacijske, kakršnekoli namene. Skrivnih rovov arheologi res da niso našli, dopuščajo pa možnost njihovega obstoja. Od kulture pa k športu. Da favoriti vedno ne zmagujejo, so dokazali nogometaši Gorice, ki so v finalu slovenskega pokalnega tekmovanja z 2-0 premagali igralce Maribora. Osrednji junak tekme v Kopru je bil Italijan Francesco Finocchio, ki je dosegal oba zadetka. Če ne bi Finocchio, ki je bil član italijanske reprezentance do 17 let, v 73 minuti vstopil na igrišče, je vprašanje, kako bi se končala zadnja tekma sezone v slovenskem pokalnem tekmovanju. 22-letni Italijan je 6 minut po vstopu učinkovito izkoristil dejstvo, da so Mariborčani v obrambni vrsti še kako ranljivi oziroma da so zanj enostavno prepočasni. Quando sono entrato ho pensato adesso entro, faccio un gol. 2 non lo so, però 1 sì. Vsi smo še želeli pripeljati ta pokalni naslov spet v Novo Gorico in z borbenostjo nam je to tudi uspelo. Da v tekmovanju na izpadanje ni pravil, so Mariborčani, ki so predtem v pokalu 2krat zapored zmagali, izkusili na eni najpomembnejših tekem v sezoni. Nasprotnikom so olajšali delo tudi z nekoliko bolj defenzivno igro. Jaz mislim, da smo kar dobro štartali v tekmo, bili nekako agresivni, ampak mogoče so bili oni v nekih trenutkih agresivnejši od nas, bolj konkretni. Gorica je zelo pametno, vedela je sigurno, kje smo mi dobri, tu so se pomaknili, čakali na svoje priložnosti in na koncu oni dočakali, mi žal ne. Za Cvijanovića je bila tekma proti Gorici njegova 200. v vijoličastem dresu. Do tega števila je prišel v samo 4 sezonah, kar pomeni, da je v eni v povprečju zaigral na 50 tekmah. Z 201. bo opravil v nedeljo, ko se bo Maribor ob 17. uri v zadnjem krogu državnega prvenstva pomiril z Domžalami. Po koncu tekme pa bo z veseljem dvignil pokal, ki ga nogometna zveza namenja najboljši ekipi v tem najbolj cenjenem tekmovanju v Sloveniji. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je mesec dni pripravljala na kvalifikacijska turnirja za igranje na Evropskem prvenstvu. Prvi se bo začel jutri v Španiji. Novi selektor Bruno Najdič je pred prvim velikim izzivom. V reprezentanci želijo vsaj drugo mesto in uvrstitev dodatne kvalifikacije. V pričakovanju turnirja v Španiji ne gre brez težav. Žal je, da v tem trenutku je 100%, da Anja Zdovc ne bo šla z nami v Španijo. Prav tako bom rekel, je zelo malo možnosti, da bo Sonja Borovinšek šla. Prva ima težave s tetivo, druga z gležnjem.
Ker gre za pomembni igralki, bodo morale večje breme prevzeti druge. Mislim, da se cilji nič ne nižajo zaradi tega, ker imamo veliko igralk v ekipi že na širšem spisku, ki skupaj še vedno treniramo, tako da imamo še neke rezerve v ekipi. Se vidi, da napredujemo v igri, več časa smo skupaj, bolj smo, vemo, kako igramo, tako da se dviguje forma, tako da jaz lahko rečem, da se bomo pripravljeni dokaj dobro. V Španiji se bodo Slovenke v petek najprej srečale s favoritinjami Čehinjami. Priložnost vidijo predvsem v sobotni tekmi Španijo in seveda nedeljski s Črnogoro. Važno je, da si realen optimist. Jaz bom rekel, da šanse so, hkrati se zavedam, da se lahko stvari obrnejo tudi čisto v negativno smer. V vsakem primeru se bo boj nadaljeval na drugem turnirju na Češkem teden kasneje. Pregled mednarodnega dogajanja, kot že nekaj dni zapored, tudi danes začenjamo na poplavljenih območjih na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji. Na prizadetem delu Balkana se poplavne vode počasi umikajo, ob tem pa se popolnoma razkriva opustošenje območij. Zjutraj je v Beograd prispelo 11 komunalnih cistern za čiščenje, ki jih je v Srbijo poslalo bolgarsko podjetje in ki bodo pomagale pri čiščenju najhuje prizadetega srbskega mesta Obrenovac. Veliki izziv na več območjih je odstranjevanje mrtvih živali, ki so vir širjenja bolezni. Katastrofalne poplave so v Srbiji ter Bosni in Hercegovini prizadele več kot 1,6 milijona ljudi. V Južnem Indijskem oceanu se po enotedenski prekinitvi nadaljuje iskanje malezijskega potniškega letala, ki je skrivnostno izginilo marca. V vodo so znova spustili mini podmornico ameriške mornarice, s katero preiskujejo dno oceana. Na krovu izginulega letala je bilo 239 ljudi. Po domnevah naj bi strmoglavilo v Južnem Indijskem oceanu, zahodno od obale zahodne Avstralije. Ameriški tehnološki velikan Google namerava za prevzeme podjetij zunaj Združenih držav v prihodnjih letih porabiti med 20 in 30 milijard dolarjev. Podjetje naj bi po nekaterih informacijah na tujih računih hranilo več kot 34 milijard dolarjev. Osredotočili se bodo predvsem na prevzeme na novih področjih, kot je denimo mobilna tehnologija. Lani so za okoli 20 strateških prevzemov porabili skoraj milijardo dolarjev in pol. Mednarodna nogometna zveza in organizatorji letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v Braziliji so predstavili preizkusno tekmo na stadionu, kjer se bosta v prvi tekmi pomerili ekipi Brazilije in Hrvaške. Testno tekmo bo stadion gostil 1. junija. Sicer imajo prireditelji že dalj časa težave s pravočasnimi zaključki del na prizoriščih. Stadion so prvič preizkusili v nedeljo, tekmo pa si je lahko ogledalo le 40.000 gledalcev, saj začasne tribune še gradijo. Ko bo končan, bo stadion lahko sprejel 68.000 ljudi. Še vreme, jutri dopoldne bo od zahoda oblačnost postopno naraščala. Popoldne se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte, zvečer in v noči na soboto pa tudi ponekod drugod. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Spremljali ste dnevnik televizije Maribor, še naprej prijeten dan, tudi ob spremljanju našega programa.